Zdravje je naša največja vrednota. V Sloveniji smo v zadnjih letih priča razgradnji sistema odhodov zdravnikov, medicinskega kadra, hkrati pa so pogoji dela v nekaterih bolnišnicah v zaskrbljujočem stanju. V Novi Sloveniji imamo visoka pričakovanja po rešitvah in iskanju skupnega konsenza, ki pa mora iti v smer vsem dostopno javno zdravstvo po vzoru razvitih evropskih držav. Vztrajanje pri preživetem modelu državnega zdravstva, ki se ureja po načelih centralno-planskega načina, nas pelje stran od začrtane poti. V nedavno predstavljeni analizi Ministrstva za zdravje o stanju zdravstvenega sistema smo v Novi Sloveniji močno pogrešali odgovore na ključno vprašanje. Kako bomo z obsežnimi investicijskim paketom prenovili dotrajan stavbni fond in modernizirali opremo slovenskih bolnišnic ter tudi zdravstvenih domov? Naj spomnim, 29. septembra 2021 je Državni zbor sprejel Zakon o zagotavljanju finančnih sredstev za investicije v slovensko zdravstvo do leta 2031. Bil je težak dobri 2 milijardi, se pravi za obdobje 10 let. Desetletje se je namreč odlašalo z nujnimi vlaganji v infrastrukturo in opremo v zdravstvu in čas je, da temu naredimo konec. V Novi Sloveniji smo prepričani, da Zakon o zagotavljanju finančnih sredstev v investicije v slovensko zdravstvo v letih 2021 do 2031 ne sme ostati zgolj mrtva točka na papirju, ampak morajo seveda nedavne informacije in pojasnila odgovornih iti v smer, da se bo zakon izvajal celovito in strokovno. Izvedba nekaterih investicij je ogrožena. Pod vprašanjem je tudi črpanje dela evropskih sredstev in načrta za okrevanje in odpornost. Zato zahtevamo sklic nujne seje odbora za zdravstvo, da odgovorni podajo celovite poglede načrtovanih investicij v zdravstvu, predstavijo njihovo časovnico in vire financiranja. Posebej nas bo zanimala dinamika izvajanja projektov financiranih z evropskimi sredstvi in kako bomo zagotovili, da bomo evropska sredstva tudi dejansko počrpali. Novi Slovenija skrbi, da se Ministrstvo za zdravje investicij loteva stihijsko in brez jasnega načrta. Zato od odgovornih zahtevamo, da tako odbor za zdravstvo v Državnem zboru kot tudi javnost seznani s stanjem načrtovanih večjih investicij v slovenskem zdravstvu. Pa naj začnem z našima 2 največjima bolnišnicama. To je UKC Ljubljana in seveda UKC Maribor. Sprejeti zakon je za univerzitetna klinična centra v Ljubljani in Mariboru predvidel skupaj 763 milijonov evrov. UKC Ljubljana in UKC Maribor delujeta v nefunkcionalnih in zastarelih dotrajanih prostorih. Nekateri izmed projektov so sicer že bili umeščeni v načrt razvoja programov 2023 do 2026, vendar je dinamika njihovega izvajanja zelo različna. Po naših informacijah se pojavljajo zamude pri izvajanju projektov, pod vprašanje je črpanje evropskih sredstev v nekatere projekte. V UKC Ljubljana so zamude pri energetski sanaciji 7 stavb, izgradnji infekcijske klinike in ureditve stavbe Zavoda za varstvo pri delu. V UKC Maribor pa so po naših informacijah zamude pri naslednjih projektih: negovalna bolnišnica COVID-19 in izgradnja infekcijskega oddelka. Posebej zaskrbljujoča pa je nedavna informacija Ministrstva za zdravje,
da zaradi slabega in neusklajenega vodenja projekta ne bo možno črpati evropskih sredstev za energetsko sanacijo 7 stavb UKC Ljubljana. Ne bo mogoče. Ministrstvo je sicer pojasnilo, da je zaradi navedenih razlogov od projekta začasno odstopilo. Ob koncu lanskega leta je v javnosti odmevalo dogajanje okrog energetske sanacije UKC Ljubljana. Tudi mi v Novi Sloveniji smo na to opozarjali. Zanjo je bilo zagotovljenih 42,4 milijona evrov iz evropskih sredstev, ki so bila na to preusmerjena v druge projekte. Energetska sanacija pa bo sedaj v celoti financirana iz državnega proračuna. Spomnimo se, da je aktualni minister ob nastopu funkcije projekt začasno zaustavil in naročil njegovo revizijo, kar pa KPK je kasneje ugotovila, da pri projektu ni bilo nepravilnosti. Očitno je šlo za samovoljno odločitev ministra, katere verjetni namen je bil zamenjava takratnega vodstva in sveta zavoda. Posledica pa je, da bo projekt izveden najmanj 1 leto kasneje in seveda investicija se bo v tem času podražila za več kot 15 milijonov evrov. Zato nas zanima, ali bo zato kateri izmed načrtovanih investicijskih projektov v zdravstvu izpadel, ter zakaj bodo porabljena evropska sredstva namenjena energetski sanaciji UKC Ljubljana. Kam se bo preusmeril denar, ki je bil namenjen za sanacijo, energetsko sanacijo UKC Ljubljana? Še nekaj besed bi seveda spregovorila o skrbi in o boljšem zdravljenju in zdravstvu onkoloških bolnikov, za kar se sama že vrsto let prizadevam in je to moje področje. Zakon o zagotavljanju finančnih sredstev za investicije v slovensko zdravstvo je za investicije v slovenske specialne bolnišnice, kamor spada tudi Onkološki inštitut Ljubljana, skupaj namenil 214 milijonov evrov. Evropske in slovenske analize kažejo, da bo v prihodnje povečano potrebe po zdravljenju pacientov ravno na področjih, ki jih pokrivajo specialne bolnišnice, se pravi med njimi tudi onkologija. Zaenkrat še ni bilo predstavljeno nič konkretnega v zvezi s tem, le da naj bi se sredstva poiskala znotraj načrta za okrevanje in odpornost. To je neodgovorno in kaže na pomanjkanje celostnega pristopa pri reševanju in sanaciji slovenskega zdravstva oziroma investicij. Novi Sloveniji nas zato zanima, kakšni so načrti na tem področju in kdaj se bodo lahko rakavi bolniki tudi v Sloveniji zdravili v protonskem centru. O tem poteka že nekaj let intenzivna razprava, imamo vse pripravljeno, vendar nihče ne poda odgovora konkretnega na to vprašanje. Tretje pomembno področje so negovalni domovi, ki jih je predvidel zakon o dolgotrajni oskrbi. Vzporedno s pripravo zakona je posebna delovna skupina pripravila osnutek projekta za začetek gradnje 2 negovalnih domov v Sloveniji. Objekta bi bila umeščena v bližino akutne bolnišnice, tako da bi lahko vsak dom pokril potrebe polovice Slovenije, vanju pa bi po oceni seveda prvi uporabniki bili sprejeti že v letu 2026. Za objekte bi bila na voljo evropska sredstva. Novi Sloveniji se nam zdi problematično, da pristojna ministrstva za projekte, ki so že bili uvrščeni med načrtovane investicije, dajejo javna pojasnila, da se sploh ne bodo izvedli. Tak je primer gradnje rehabilitacijskega centra v Osilnici. Podobno se zastavlja vprašanje, kaj bo z načrtovanima negovalnima domovoma,
ki spadata v okvir dolgotrajne oskrbe. Izvajanje zakona o dolgotrajni oskrbi je prestavljeno za dobo 1 leta. Ali se s tem premikom zastali tudi načrti za nova negovalna domova? Naj izpostavim seveda tudi primarno raven zdravstvenega varstva. To, kar je v Sloveniji trenutno ena največja rak rana slovenskega zdravstvenega sistema. Že omenjeni zakon za primarno raven v 10 letih skupaj zagotovil 200 milijonov evrov. V začetku leta 2022 je bil že objavljen razpis za investicije v primarno raven zdravstvene dejavnosti v skupni višini 37,5 milijona evrov. Iz tega se je financiralo 27 projektov po Sloveniji. V prvem četrtletju letošnjega leta naj bi bil predviden nov postopek dodelitve sredstev za investicijo v primarno raven zdravstvene dejavnosti. Zato v Novi Sloveniji sprašujemo, zanima nas, ali se razpisi že pripravljajo, kdaj naj bi bili objavljeni in seveda, kakšna sredstva bodo na voljo. Govorimo o sredstvih, ki so namenjena za primarno raven. Zagotavljanje kadrov je tudi ključno vprašanje in ena naših prioritet Nove Slovenije. Zakon je za medicinski fakulteti v Ljubljani in Mariboru, fakulteti za farmacijo ter pripadajoče študijske in raziskovalne dejavnosti namenil skupaj 200 milijonov evrov finančnih sredstev. Novi Sloveniji nas skrbi, da je mariborska medicinska fakulteta glede izgradnje infrastrukture na stranskem tiru. Za širitev medicinske fakultete so na fakulteti že pripravili DIP, vendar pa po naših informacijah nimajo sogovornika na ministrstvu, da bi lahko projekt začeli tudi izvajati. Imamo vlado, ki jo sestavlja 20 ministrov in ministric. 20. V Novi Sloveniji nas zanima, kateri od njih bo poskrbel, da se bodo tudi v Mariboru začele investicije izvajati, ki bodo omogočale dodatna vpisna mesta na medicinski fakulteti. Če še za zaključek dodam, glede na razmere v slovenskem javnem zdravstvenem sistemu v Novi Sloveniji, želimo odpreti javno razpravo, pregledati izvajanje ključnih investicijskih projektov ter potek črpanja evropskih sredstev. Menimo, da Ministrstvo za zdravje pri pripravi projektov in razpisov zamuja. S tem je ogrožena njihova realizacija in tudi črpanje evropskih sredstev. Ministrstvo za zdravje mora zagotoviti tudi transparentno in učinkovito rabo sredstev, jasen finančni in terminski načrt. S tem moramo biti seznanjeni člani odbora za zdravje, hkrati pa tudi zainteresirana javnost. Čemur pa v zadnjem obdobju te vlade žal nismo priča.